Sem kar ponosen, ker nam je pisal gledalec in je rekel, da mu je bil prispevek z BJ30 prejšnji teden na snegu zelo všeč, ker ga avto zanima. No, je pa hkrati tudi rekel, da sem povedal premalo o voznih lastnostih, o prostoru, o možnostih za kampiranje in tako naprej. Ja, Miha, ni šlo vse naenkrat, lahko pa zdaj povem kaj več. Ampak, ker še vedno ne vem vsega, sem dal na streho šotor, v prtljažnik kup robe, pičim na drug konec Slovenije in potem pokažem, zakaj je že po obliki BJ30 takšen, Američani bi rekli outdoor, po naše pa pripravljen na dogodivščine. Če sem zadnjič pogrešal vsaj še mehansko zaporo zadnjega diferenciala, ker potem bi bil pa res neustavljiv, je po drugi strani na urejeni cesti presenetljivo kul. In na roko na srce, tukaj se boste vozili 99,8% vsega časa, zato je zelo pomembno, da je tudi zvočno dobro zatesnen. Spredaj imam celo dvojna stekla oziroma akustična stekla in tih je v bistvu tudi na avtocesti. Ok, zdaj je res malenkost bolj glasen, ker imam nekaj dodatnega zračnega opora s tisto škatlo na strehi. Evo, dobrih 100 km je za mano, zaenkrat samo po avtocesti in šotorom na strehi, pa je poraba 8,2 litra, kar se mi zdi precej ok, ker tistale škatla na strehi je res ni aerodinamična in najbrž poskrbi za kakšen liter večjo porabo. Kombinacija s tako močnim elektromotorjem, ki ima 93 kW moči, je zakon. Turbobencinski motor se praktično nikoli ne dere, menjalnik nikoli ne cuka, ker mu v bistvu pomaga elektromotor, predvsem pa moči res ne manjka. Sistemske nikjer ne navajajo in najbrž ni seštevek moči obeh motorjev, bi pa po občutku rekel, da kaj dosti manj od 200 kW oziroma vsaj okrog 250 konjičkov pa res ni. Če dam na način sport, je vse skupaj potem še veliko bolj odzivno in menjalnik prej poskrbi za pospešek, ker pa tole ni zares avto, ki bi vabil z dinamiko, ni čist nič narobe niti v načinu komfort, čeprav moram potem včasih počakati kakšno sekundo, da motor res potegne. Še krmiljenje lahko pohvalim, je dobro in ne preveč umetno. Evo, končno cilj. No, glede prostora je pa tako. Bajk BJ30e je dolg več kot 4,7 metra, kar pomeni, da se tudi tukaj zadaj sedi več kot dovolj dobro. Za začetek več kot dovolj prostorno, dno na sredini je ravno in to kar fino pomaga, sploh sredinskemu potniku, sicer je pa prostor precej zračen, stekla so velika in pomaga v bistvu tudi tale velika panoramska streha. Ok, stej ne. Prtljažnik je v bistvu tudi precej prostoren oziroma precej dolg je, no pod dvojnim dnom se pa skriva baterija, kar v bistvu pomeni, da nima dvojnega dna. Jaz pa znam zakomplicirati. Aha, pa vidim, da bo na kamerci treba baterijo zamenjati že lučka utripa. Ste mislili, da bo konc prispevka, ampak ne, ker ima BJ30e tukaj zadaj 220 V vtičnico, ki 150 W moči sicer ni dovolj zmogljiva, da bi poganjala kakšen kuhalnik za kavo, ki bi jo jaz zdaj mimogrede z veseljem popil, je pa to dovolj za polnjenje baterij, telefona, v bistvu celo kakšnega prenosnika, če vam šef teži, da morate delati tudi na dopustu. In ko vas bo žena vrgla iz hiše, ker non-stop delate, boste lahko prespali kar v avtomobilu in to na domačem dvorišču. Evo, imam idejo z vzmetnico, torej bo zelo udobno. Sicer je veliko bolj huda še tista originalna vzmetnica, ki ful paše čez celotno površino, ampak je tokrat nimam s sabo. Meter 80 je ta dolžina, tako da bo tudi za večje od mene. Evo, me že žena kliče. Sploh se ji nam v glasu, ko je spet rekla, da nič ne delam, da sam ležim nekje v naravi. Kaj da to ni del. Imam pa to mizo, ki je del serijske opreme, stola sem prinesel svoja, počasi lahko dvignem šotor in evo, mogoče sem vam dal pa ravno kar idejo, kako lahko ženo nekam peljete na lepše. Sicer ne kar nekam v naravo, ker se pri nas pač to ne sme, zato sem šel jaz v kemp na Banški planoti. Ampak evo, to je to. Sestavim mizo, dvignem šotor, prižgem žar in si naredim večerjo. Snemalc Gašpar bo spal tamle spodaj, jaz pa v penthouseu na vrh gor, da me kakšen medved ne ugrizne v rit.
Ne vem za vas, ampak jaz imam dejansko rad dva pola avtomobilov. Čistokrvne športnike, ki ne znajo drugega kot vašo zadnjico čim hitreje prepeljati od točke A do točke B. In zelo rad imam tudi takšne multipraktike, ki za razliko od običajnih kvazi multipraktikov znajo veliko več. V mislih imam križance, ki so v bistvu samo malo bolj nastopaški, pa nekoliko višji. Takšen BJ30E je lahko terenski, na voljo ima kup dodatkov, ok, ta šotor ni del serijske opreme, ima pa veliko drugih zanimivih stvari. Evo, recimo mizico ali pa vlečno kljuko, če boste v kemp prišli kar s svojo prikolico. Oziroma s kolesom, evo, tudi dobra ideja. Tako da gledalec Miha, upam, da je bilo to zdaj bolje, ker sneg je pa itak samo še tamle zadaj na visokih gorah. Včasih je pa res težko delati.